Ne. Jaz sem v bistvu hotel tebe, a veš, malo uno. A grem lahko tja, ne? Mislim, lahko greš pa v tam poslušati, ampak jaz verjamem, da boš tudi imel kakšno vprašanje danes za našega patra Bogdana, ne? Je tako? Ker ga imaš zmeraj, ker vem, da ko pater pride, so tebe kaj zanima, ne? Čist malo sem se hotel izogniti, ampak ne, imaš prav, valjda. Pater Bogdan, vsake 14 dni se vidimo, ne vidimo se vsak teden, tako da sem pripravil vprašanja za njega. Me marsikatera stvar zanima. Kaj ti na vrsti so Božje zapovedi, ne? Tako kot zdaj ta druga in tako naprej? Točno tako. Prav, potem pa kar greva na razsvetljenje. Greva. Tako, in mi dva torej čakava že kot rečeno patra Bogdana, ne? Pri drugi zapovedi smo se ustavili in... Rene! Ne, sem prosil... Ne, se vse lepo pa prosim, kuhno nam pusti, prosim te celo. Čak da, ugled, pater je že počel greme. Aha, se pater že zvoni, ne? Ja, se bo Rene poskrbel, da nam vsega razbil, živjo, lepo zdrav. Dobro večer. Kaj se razvija? Pozdravljeni. Hvala lepa. Mi ne vemo, Rene v kuhni razvija. Ja, jaz sem, ja, pogledajte, ne? Zdaj se je to malo zamenjalo, včasih je bilo obratno, ne? Da so to punce. Ja, ne, to je zdaj tako, ker sem zadnjič, poleti sem bil pri eni družini in zraven so bili fantje in pridejo naokrog, smo rekli, ko pa vikle, so rekli, se nam mudi, moramo jih hitro kuhati. Smo rekli, kako nimate nobenih punc? Ker so rekli, imamo, so rekli, ampak oni se zdaj potušam, se višpajo. So rekli, če hočemo jesti kakšno juhco, če hočemo jesti malo mesa. Se je zamenjalo vse skupaj. Moramo. Ker včasih, če vprašate mamo, ali pa jaz še svojo mamo vprašam, ne. Rekla, to je bilo včasih tipi-topi, vse zritano, pogabice naše. Vse drugače. Ampak potem smo že enkrat govorili, ne, da je treba vsi skupaj, pa je treba si pomagati. Čim več lepo, ne. Ja, bo potem kaj večere, zdaj, kaj se zares kita učel, kaj? A se zares kita učel, kaj? To bi pa bilo. Ampak jaz mislim, da je Rene čist dovolj, ne, v kuhni, tako da ne rabi pomoči. Se bomo mirali. Ne, jaz bi samo jedel. Vi ste že bili tam pregotovi. Ja, jaz žal seveda. Ampak jaz sem že prej Marko povedala, da še ni čas za hrano, ker najprej nas morate vi malo razsvetliti. A ja? Ja. A ni tako, da se skupno, bi rekel, razsvetljujemo, ne? To je pravi, a ne da? Jaz verjamem, da imate vi spet kakšna vprašanja pripravljena za naju dva, da naj boste preizkušali, ne? Ja, niti ne, ampak dobro, če pa izredno želite, Bojana izredno želi, ja, spet Badla je doma se učila. Pri ostalih, mislim, prvo zapoved poznam, ne? Ja, veruj v enega Boga, to smo nekako, recimo temu obdelali, čeprav, ne? Nismo pa povedali še nekaj o tisti drugi strani, ne? Ker zmeraj imamo, tudi mi imamo prav in narobe, pa imamo črno in belo in nekako imamo proti otež Bogu, velikrat se jemlje Satan, hudič, te stvari, ne? Mene še to malo zanima, kako je s tem. Še to. Ja, dejansko je v tem, ker pravzaprav zmeraj bolj to aktualno, sploh če vemo, da tudi obstaja satanistične sekte in tako naprej, ne? Sveti Avguštin, to je bil en mislec velik, ne, in mislim, da je nekje zapisal, da je hudič v tem smislu kot pes na verigi, je rekel, in če mu ne gremo preveč blizu in če ga ne dražimo, nas tudi pusti pri miru, a ne? Kaj zdaj to pomeni? Seveda je na nek način nevaren, ampak bi rekel, človek ima vedno tisto svobodno voljo, o kateri smo že tolikrat govorili in omenjali in je potrebno, da seveda jo znamo tudi malo uporabljati in da znamo se tudi malo zadržati, ne? Ker ko govorimo nekako o hudiču, je to najprej govora o padlih angelih, ne? Angelus je sel od poslanec, se pravi, imajo nepomembno vlogo, vendar ta napuh je bil vedno prisoten in ta želja, da bi bil jaz kot Bog, ne, je verjetno pripeljala tudi do tega, da so, kot rečemo, angeli padli nekateri, ne. In potem je stalno ta želja, kot sem rekel, prisotna, da bi res v prvi vrsti bil sam kot Bog, predvsem pa druga stvar potem, da bi Boga ne prikazal kot kakšnega dobra, ampak nasprotno kot kakšnega, kaj se bi rekli, grdega račka, če bi se tako malo, ali pa kot hudobnega očeta, ki sam čaka, kdaj nas bo kaznoval, ne? In imamo primer tudi Jezusa v skušnjavi, v puščavi, ko ga je hudič skušal, ne? In mu je tudi ponujal, seveda pa hudič zmeri ponuja take, bi rekli, mamljive stvari, ne? Glej, če boš mene molil, ti bom vse tole krvi dal, bojo ti padli pred kolena in tako naprej. Ne, se pravi, vedno oblast, imetje, čast. To bi rekel, ker smo vsi ljudje na nek način gotovo vsaj malo
dojemljivi in ker je od vseh manj šibka točka. Ne? Pa vendar Jezus je imel, bi rekel, to srečo in tudi to milost, da ga je uspel zavrniti kljub 40 dnem v puščavi, kljub temu, da je bil sestradan, kljub temu, da je bil žejen in še imaš česa drugega verjetno, ne? Ga je znal res zavrniti, zato smo tudi mi vedno znova nekako povabljeni, da imamo oči odprte, ne? Da ne bi rekel, kar tako hiter padlo skušnjavo, ker skušnjav je ogromno na vsakem koraku, je pa tako, točno ogromno na vsakem koraku. Ne? Je pa seveda spet od nas odvisno, ne smemo zdaj, da bi vse krivili, ne vem, hudiča tako, ampak je le vendarle, a mu bomo mi nasedli, ne? A bo tisto res tudi vabljivo za nas, ali pa bomo rekli, proč od mene sata, ne? Ja. Dobro. Upam, da je, kako toliko Mark. Ja, fajn. Skratka, spet pa smo pri sebi, ne? Treba je iz sebe izhajati in sebi zaupati in pač vedeti, kje je tista meja. Predvsem iz sebe izhajati, ampak seveda človek ne zmore vsega sam. Seveda tukaj tudi vendar, da prosimo Boga za njegov blagoslov, za milost, da bomo to zmogli. Ne? Seveda to bi bil napak, če bi samo iz sebe izhajali, ne samo jaz, vse bom sam in tako naprej. Človek je vendarle še kako šibak, ne? In rabimo Božjo pomoč, rabimo nekdo, da nas mečkam bedi nad nami, da nas malo skrbi, ne? Tako da bomo rekli, Bog in mi z njim, ne? To pa se v ogromen da narediti, ne? Ker Bog tudi nikoli ne dela nasilja nad nami, ne? Ampak z nami, skupaj z nami, z našo dobro voljo, pa z njegovo pomočjo, z njegovo milostjo pa marsikaj lahko naredimo. Dobro, to je bila zdaj zaključena prva Božja zapoved. Mata dosto o tem zdaj le. Ja, jaz mislim, da je že počasi čas, da gremo tudi na drugo, ne? Zdaj smo že v bistvu že 14 dni nazaj smo govorili o tej prvi, zdaj smo dali piko na i. Upam, da to ne pomeni, da ste se me že naveličala. Ne, daleč od tega. Ne, do 10 Jaz sem vedno vesela. Jaz sem se tudi prevaja tako lepo navadil, tako z veseljem pridem. Bilo je kar pogrešali, ne? To je dejansko res, ne? To je dejansko res, no. Dobro, ampak če boste rekla, da nekako je dosti tega, bom tudi sprejel. Ne, mi dva stvar dovedno naprej, še marsikaj zanima, ne, Mark? Če kakšne delikatne teme bojo prišle, ne vem, če boste tako bojala po tej zmeri, ker bojo tudi kakšne pikantno vprašanje, če prihajajo in tako drugače. Dobro. Pater Bogdan, jaz sem zmer znašla. Pripravljene. Sej, ne vem, če se bom jaz, ne? Tudi mene je malo strah, če bom jaz vedno uspel vse, ne? Izmuzniti, ne? Če ne boste pa prosili Božjo pomoč, da vam bo pomagala. Ali pa tudi kakšen odlog do naslednjič, da kaj malo, ali pa prosim za time out, ali pa rečem, ne. A to se da v življenju, je treba kdaj, ne, tudi v skrajnih. Jaz mislim, da je pa velika vrednost človeka, da tudi včasih reče, joj, tega pa čist ne vem vsega, ali pa tukaj bi pa še malo. To je človeško. Jaz pa še delate zavedam, da vsega ne vem, kje pa. Veliko stvari ne vem. Vsi se učimo, tudi to je zdaj priložnost za mene. Ne? Ja, tudi midva se vsako v četrtek kaj novega naučiva, ne? In danes se bova kaj več naučila v drugi Božji zapovedi. Ja. Ne skruni Božjega imena. No, zdaj pa vprašanje za mene, da sem pa jaz na vrsti, ne? Ja, in jaz vas vprašam ime kot tako, ne? A nisem rekel, da bom jaz zdaj Marko vprašal. Tako je začela, ne? Ja, lahko pa tudi vi meni kaj zastavite vprašanje. No, se jaz sem odprta za vse možnosti. Kar povejte. A smo vas zdaj spet v neugodni položaj postavila? Sploh ne, ampak ne skruni Božjega imena slišite tako. Kaj mi potem razumete, no? Imate kakšno idejo? Ne vem, mislim, da je kar težko zdaj razumeti iz prve, kaj bi to bilo, no? Čisto tako. Mislim, da je lahko enostavno. Božje ime, Bog kot tak, ne? Imenuje se Bog. Ne, zdaj grdo govori čez to, mislim, grdo, kakšne take grde pridevnike zraven k temu dajati. Jaz si to tako razlagam. Tudi jaz kot Marko ali pa ona kot Bojana, ne, ima pa pač neko svoje ime in tudi Bog je verjetno ime, ne? Ja. Ki ni lepo, da pluvamo čez Bojano, čez mene, čez vas ali pa čez Boga. Čez nikogar, to je odlično. Ja, mislim, da to vse skupaj. Ja, ker ste začeli z imenom prej, ne? Se mi zdi, da to prvo, mi se morda premalo zavedamo, naša imena v naši kulturi to malo premalo pomeni, oziroma ne vem, starši dajo pač nekaj imena tako všeč, pa kakšna moderna. Tukaj v tej judovski kulturi že prej bilo pa to, dejansko je pomenilo tistega človeka samega. Recimo primer, ko je Jezus izbiral apostole in imel Simona, mu je dal tudi zraven ime Peter. Ampak ne zato, ker bi mu ta ime ljubek, ampak ker Peter, Petrus pomeni pravzaprav skala. In on je rekel, ti si Simon Peter, skala, in na tej skali bom sezidal svojo cerkev. Simon Peter je prvi pravzaprav papež. Se pravi, ta pridevnik dejansko zraven, oziroma ime zraven pove, kaj on je, njegovo bistvo.
Zato tudi s tem pravzaprav... Označimo človeka ali kako? Tako, dejansko, tudi človeka samega in tudi jasno, če govorimo o Bogu, govorimo tudi vsem tem, kar Bog je. Se mi zdi, da je to pomembna stvar glede tega imena. Potem, druga stvar je, se mi zdi, da radi ljudje rečemo, ali pa kar hitro okrivimo Boga, pa rečemo, tam se je zgodila neka nesreča, ta bolezen je bila, rečemo, zakaj je Bog zdaj to naredil, zakaj se je to zgodilo. Dve gospe sta razpravljale, imele tak pogovor in slišča zraven eno tretjo gospo, ki razlaga, kako je enega človeka zadela strela in je umrl. In prva pravi, joj, groza, pa s čim se je ta revež to zaslužil, da ga je Bog tako kaznoval, je rekel. Ta druga oseba, ki je pa s to gospod odgovorila, pravi, ja, pravi, glede na to, kaj vse ljudje delamo, pravi še dobro, da nas vseh ne zadane oziroma nas nekako. Kaj hočem reči? Se pravi, tudi ne skruni Božjega imena, tudi to bi rekel, da na Boga bi rekel, kar krivimo ga za mnoge stvari. Če bi bil Bog, pa ne bi bilo vojn, pa ne bi bilo tega. Vedno znova pozabljamo, da je vendarle človekova svobodna volja in da ljudje delamo to, kar delamo. In da je, kot vemo, hrane dost na tem svetu in se lahko čudimo, kako da to krevežo potem strada in tako naprej. Kaj hočem reči? Seveda, mi se preveč zavedamo tega, da je vse skupaj in Božji dar, da vse to, kar smo, da recimo kar dobrega in veliko naredimo, takrat morda hitro rečem, aha, to imam pa jaz take sposobnosti. Recimo jaz, da imam kolikor toliko sposobnost, recimo komuniciranja, recimo, ampak to ni moja, bi rekel, sposobnost, ampak to je dar, ki ga imam, recimo, In zdaj ne moram jaz se tam hvaliti, da jaz sem pa zdaj res klele ne vem kaj, ampak se moram zavedati, da je to dar, ki sem ga dobil od Boga, In da sem veliko tega dobil, Pohaj, kaj vse sta vidva dobila, tudi vidva, recimo, verjetno še več tega, pa še mnogo drugega, In da se moramo zavedati najprej, da je vse skupaj, da je življenje in da je vse skupaj, kar smo, Božji dar, In da se moramo res